V spopadu s kolumbijsko vojsko je umrlo 11 članov dizidentske skupine revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije. Spopad se je zgodil v džungli v južni Kolumbiji, potem ko so uporniki poskušali napasti kmete in druge skupine. Leta 2016 je sicer Kolumbija podpisala mirovni sporazum z uporniki, ki so se mobilizirali in postali politična stranka. A sporazum je razjezil mnoge, ki verjamejo poveljnikom revolucionarnih oboroženih sil, ne pa kongresu. Dizidentske skupine so se tako oborožile na južnem kolumbijskem območju Caqueta, ki je blizu meje z Ekvadorjem in Perujem. Perujski arheologi, ki za svoje delo uporabljajo tudi drone, so ravno s temi odkrili več kot 25 geoglifov, risb urezanih v peščeno in skalnato pokrajino na jugu Peruja. Ugotavljajo, da je večina novo odkritih geoglifov, ki vključujejo slike morilskega kita in ženskega plesa, nastala v kulturi Paracas pred več kot 2000 leti, torej več 100 let preden je ljudstvo Nazca ustvarilo v bližini podobne velikanske risbe. Gre za opomnike bogate zgodovine Peruja in jih štejejo za arheološke enigme, saj nihče ne ve, zakaj so bili pripravljeni in kako dolgo so jih izdelovali. Lava iz havajskega vulkana Kilauea grozi, da bo pokopala več vrtin v geotermalni elektrarni. Lava je namreč zajela glave 2 vodnjakov. Kljub mnenju operaterjev iz elektrarne, da ni bojazni za uničenje, se ljudje bojijo, da lahko pride do eksplozij. V jugovzhodnem kotu velikega otoka je bilo sicer, odkar je vulkan 3. maja začel bruhati lavo, uničenih vsaj 82 domov, več kot 2000 ljudem pa so oblasti naročile, da se morajo zaradi varnosti evakuirati. Območje sicer od začetka izbruha vulkana pretresajo tudi potresni sunki. Uradnih podatkov sicer ni, kolikšno število ljudi je res upoštevalo opozorila oblasti.